Pozdravljeni! V uporabniškem videu GS1 Slovenija bomo predstavili postopek identifikacije številko GTIN v registru izdelkov znotraj portala za člane Moj GS1. Kaj omogoča register GTIN? Register izdelkov oziroma števil GTIN članom GS1 Slovenija omogoča upravljanje z globalnimi trgovinskimi številkami izdelkov GTIN. V njem člani lahko upravljajo z dodeljenimi intervali številk GS1, vodijo seznam uporabljenih številk GTIN, ustvarjajo nove številke ter urejajo podatke o prodajnih enotah, ki so vezane na izbrane številke GTIN. Register GTIN omogoča vnos in upravljanje z naslednjimi tipi številk: GTIN 13, GTIN 14, UPC ob zahtevah ameriškega tržišča in SV, številka za izdelke s spremenljivo vsebino. Sedaj pa si poglejmo postopek vpisa 1 številke GTIN 13, ki je najpogostejši tip številke in iz katere se kasneje lahko ustvari črtna koda v simbologiji EAN13 ali kot radi rečemo EAN koda. V register GTIN vstopimo s klikom na velik roza gumb Register izdelkov, številke GTIN. V naslednjem koraku se bodo pred vami prikazali vam dodeljeni intervali številk GS1. V tem pogledu lahko vidite njihove datume in razloge podelitve, njihovo zasedenost ter zadnje kreirane številke znotraj izbranih intervalov. Za naslednji korak je potrebno vstopiti v izbrani interval številk, znotraj katerega želimo ustvariti novo številko GTIN. To storimo tako, da na izbran interval dvakrat kliknemo. Pred vami se bo sedaj odprl seznam vseh že vpisanih številk GTIN. V primeru, da ste novi član, bo ta seznam prazen. Za ustvarjanje nove številke GTIN sedaj pritisnemo oranžen gumb Nova številka GTIN. Ustvarjanje nove številke GTIN je sestavljeno iz 5 korakov: karakteristik, opisnih podatkov, dodelitve številke GTIN, slik ali linkov ter pregleda podatkov. Sedaj bomo ustvarili novo številko GTIN, ki bo označevala jagodno marmelado 250 gramov. V prvem koraku je potrebno določiti karakteristike prodajne enote, ki bo označena z izbrano številko GTIN. Prva karakteristika, ki jo je potrebno določiti, je, ali se prodajna enota prodaja končnemu potrošniku ali ne. Prodajna enota, ki se prodaja končnemu potrošniku, je prodajna enota, ki gre pri prodaji čez POS terminal, ali pa je prodana preko spleta končnemu potrošniku. Prodajna enota, ki pa se ne prodaja končnemu potrošniku, pa je tista, ki se ne prodaja preko POS terminala. Druga karakteristika, ki jo je potrebno določiti, je, ali je vsebina prodajne enote vedno enaka ali spremenljiva. Tukaj je glavno vprašanje, ali se izbrana prodajna enota vedno prodaja z enako neto vsebino ali ne. Tretja karakteristika, ki jo je potrebno določiti, pa je, ali bo izbrani GTIN označeval osnovno prodajno enoto, naprimer en kozarec marmelade, ali pakiranje, naprimer pakiranje 6 kozarcev marmelade. V našem primeru bomo vnesli izdelek jagodna marmelada, ki se prodaja končnemu potrošniku. Izberemo torej sledeče karakteristike: prodaja končnemu potrošniku, fiksna vsebina, osnovna enota. Ko zaključimo z vpisom karakteristik, nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. V drugem koraku je potrebno vpisati opisne podatke prodajne enote, ki bo označena z izbrano GTIN številko. Najprej je potrebno prodajno enoto umestiti v pravo blagovno skupino. To storimo z določitvijo globalne klasifikacije izdelka GPC. Gradnik je najnižji nivo klasifikacije GPC in tudi ta, ki ga je potrebno poiskati in vnesti. Gradnik se lahko poišče z vpisovanjem črk ali ključnih besed. V našem primeru vnesemo marmelade in izberemo tisto, ki najbolje opisuje naš izdelek. V primeru, da klasifikacije za svojo prodajno enoto ne najdete, nas kontaktirajte in vam bomo pomagali. Naslednji podatek je blagovna znamka. Če želite dodati blagovno znamko, pritisnite na plus in odprlo se vam bo okno za dodajanje blagovne znamke. Na enak način lahko dodate tudi blagovno podznamko. V našem primeru vnesemo Gold Standard. Funkcijski naziv je opis, iz katerega lahko potrošnik sklepa, kakšnemu namenu je prodajna enota namenjena. Pomaga razjasniti GPC klasifikacijo izdelka. Če niste prepričani, kaj vpisati v funkcijski naziv, nas kontaktirajte in vam bomo svetovali. V našem primeru vnesemo marmelada. Prav tako pa je potrebno določiti jezik, v katerem je zapisan izbran funkcijski naziv.
Poišče se ga tako, da se v polje poleg funkcijskega naziva z besedami poišče izbrani jezik. Varianta je prosto besedilo, ki ločuje prodajne enote iste znamke in velikosti po določenih lastnostih, na primer po okusu, velikosti, barvi in podobno. V našem primeru vnesemo jagodna. Tudi tukaj je potrebno vnesti jezik, v katerem je zapisana varianta. Neto vsebino je potrebno vpisati na sledeč način. Najprej je potrebno v prvo prazno polje neto vsebina vnesti samo številko, potem pa v polju enota mere izbrati enoto mere. V našem primeru vnesemo 250 gram. V polje država ali regija prodaje se vnesejo vsa ciljna tržišča za izbrano prodajno enoto. Na voljo so tudi širše regije, kot na primer cel svet, Evropa, Amerika in tako dalje. V našem primeru vnesemo Slovenija. Na voljo za vnos so tudi dimenzije in bruto teža prodajne enote, interna šifra ter komentar, ki pa niso obvezni podatki za kreacijo nove številke GTIN. Ko zaključimo z vpisom opisnih podatkov, nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. V tretjem koraku se izbrani prodajni enoti dodeli številka GTIN. Številka GTIN se lahko dodeli na 3 načine. Prva naslednja številka. Sistem vam bo na podlagi že vpisanih številk GTIN podal naslednjo prosto referenco. Za izbor te možnosti je potrebno klikniti na gumb Izberi številko. Proste številke. V seznamu se vam prikaže prvih 100 prostih referenc. Ročni vpis reference. Če želite vpisati referenco prodajne enote sami, jo lahko vpišete v polje Referenca. V našem primeru izberemo prvo možnost. Ko zaključimo z dodelitvijo številke GTIN, nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. V četrtem koraku se lahko vnese slike izbrane prodajne enote. Sliko se lahko doda s klikom na gumb Dodaj. Sliko se lahko vnese na 2 načina, in sicer z vnosom povezave do slike na spletu ali pa z naložitvijo datoteke. V našem primeru bomo naložili datoteko slike. Izberemo gumb Želim naložiti datoteko in kliknemo na izbrani gumb zraven polja Datoteka. Naložimo sliko. Tudi tukaj je potrebno vnesti jezik, v katerem je zapisan naziv izdelka na sliki. V našem primeru je to ponovno slovenščina. Ko zaključite z naložitvijo slike, kliknite Shrani. Ko zaključimo z vnosom slik ali linkov, nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. V zadnjem koraku je potrebno še zadnjič pregledati vnešene podatke izbrane številke GTIN. Če številke še ne želite aktivirati oziroma jo želite kasneje še urediti, v tem koraku kliknite Zapri in številka bo ostala v statusu 20, urejanje. Če pa ste zadovoljni z vnešenimi podatki, pa lahko številko aktivirate s klikom na gumb Aktiviraj. S tem smo zaključili z ustvarjanjem nove številke GTIN. Če želite ustvariti nadaljne številke, postopek ponovite. Obširnejši seznam podatkov o številkah GTIN pa lahko uvozite z Excel datoteko ali API povezavo. Za pomoč nas kontaktirajte.